In z nami je zdaj strokovnjak za energetiko, dr. Tomi Medved. Dober večer. Pristojni pravijo, zalog goriva imamo v Sloveniji dovolj, po drugi strani pa na bencinskih črpalkah občasno zmanjkuje goriva, država pa sprošča rezerve. Kje torej smo? Najprej dober večer. Glede pomanjkanja bencina na bencinskih črpalkah, mislim, da je glavni problem prodajanje strahu s strani medijev in posledično masovni naval ljudi in še posebej posameznikov s cisternami in kanistri, ki so začeli delati zaloge, kot da bojo jutri konec sveta. Dodatni vpliv je bilo na bencinskih črpalkah ob meji, saj je v Sloveniji gorivo v primerjavi z Avstrijo 20 do 40 centov ceneje, v primerjavi z Italijo pa celo 40 do 55 centov ceneje. Problem je, da je v Sloveniji večina ljudi prihranila 3 do 5 evrov na enem polnjenju in veliko jih je čakalo od pol ure do uro. Tu bi se vsak posameznik, ki mu ni bilo v tistem trenutku nujno natočiti gorivo, moral vprašati, koliko je njegov čas vreden. Samo v razmislek, če si že na minimalni plači, je urna postavka še vedno višja od prihranka, ki si ga dosegel pri 50 do 70 litrskem rezervoarju. Zakaj se je pa država odločila prvič v zgodovini sprostiti del rezerv? Pa je moje osebno mnenje, da je to povezano z predvolilnim časom in dodatni zajezitvi skokov cen pred volitvami. Ampak naj tukaj poudarim, da mislim, da bi se to odločila tako leva, desna, sredinska, katerokoli vlada v takem trenutku. No, tudi minister za gospodarstvo miri, v Sloveniji kratkoročno ne zaznavamo resnih tveganj za zanesljivo oskrbo z energijo, pravi. Kaj pa dolgoročno? Kaj, če se vojna v Iranu zavleče? Koliko rezerv imamo? Evropska unija od vsake države zahteva vsaj 90 zaloge, vsaj za 90 dni povprečne porabe ali pa neto uvoza. In Slovenija naj bi imela po besedah Zavoda za blagovne rezerve zaloge za 103 dni. Osebno verjamem v to in mislim, da ni nikomur v interesu lagati. Če se pa vojna zavleče, mislim, da zaradi naše majhnosti nimamo ravno vpliva na svetovno dogajanje in bomo to lahko dosegli kakšen večji ukrep edino skozi poenoteno delovanje vseh držav EU oziroma Evropske unije. Svetovno pa lahko tudi vidimo, da je Amerika že začela z ukrepi in je že omilila sankcije za rusko nafto. To se je zgodilo ravno danes. Cene. Danes je okoli 99 ameriških dolarjev za sod. Iran grozi, da bi se cena lahko povzpela celo na $200 oziroma 174 evrov za sod. Dokot lahko gredo cene? Kaj predvidevate? Takšno predvidevanje je nehvaležno vprašanje, ampak vseeno, če pogledamo v cene zadnjih 20 let, najvišja cena nafte je bila leta 2008 ravno pred začetkom ekonomske krize, ko je dosegla ceno okoli $150. In če upoštevamo inflacijo, bi to danes bilo približno okoli $210. Tako da cene gre lahko še više, a vendar mislim, da tega ne bo prišlo. Tudi začetni šok, ki se je zgodil po začetku vojne in skok 20% in potem umiritev nazaj, sicer zdaj spet počasi raste, ampak mislim, da do tega ne bo prišlo in ravno to, kot sem že omenil prej, države, kot je Amerika že začela umiliti sankcije proti Rusiji, lahko pa predvidevamo, da mogoče tudi v prihodnje se poveča kakšen izvoz iz Venezuele, ki so jo pa ravno kar nekaj mesecev nazaj osvobodili. Hvala lepa za ta pojasnila, dr. Medved. Hvala vam.